Andraž, krasna vrnitev po malce bolniškega staleža. Ste si predstavljali, da bo šlo takole gladko in tako lepo? Ja, verjel sem v to, zato sem se pa tudi vrnil. Dejansko nisem potreboval nobenega časa za prilagajanje, jezik mi tudi ni predstavljal problema, tako da sem v bistvu direkt preskočil, dajmo reči, ta obdobje, ki ga igralec načeloma potrebuje in na mojo srečo in srečo Slovana mi praktično gre v gol vse, kar streljam. Sanski marec, kako ga vi dojemate? Pa še malo februarja recimo. Ja, odlično. Delam na tem, da bi bil čim dlje v taki formi, ampak treba je gledati naprej. V soboto imamo novo tekmo na reprezentanci, tako da je treba to potrditi v soboto. Ostaneva še malo pri klubskem nogometu, da je razlika spet malce bolj varna do drugouvrščenih, bolj mirni ste v prvenstvu že ali še ne? Relativno, glede na to, da ima dunajska tekma manj, pa je 6 pik razlike, se pravi, če bojo zmagali, so samo 3 točke razlike. Tako da nismo glih popolnoma mirni, tudi nismo v najboljši formi, ampak to je odraz velike ekipe, da kljub temu, ko ekipa ni v formi, da vseeno zmaguje te pomembne tekme v play-offu in verjamem, da bo na koncu ponovno že 8. osvojil naslov prvaka. V reprezentanci je zanimivo, glede na to, da po dolgem času, kljub temu, da prvega napadalca ni z nami pod narekovanji, imamo po dolgem času napadalca, ki sta v dobri formi. Ja. Z Vipotnikom sta kaj pokramljala? Pokramljala, seveda, da sva z Vipotnikom zelo dobra prijatelja, tako kot Češkotom in ostalimi. Odlično, da smo v formi, to je seveda vedno pomembno za reprezentanco. Tako, kot sem rekel, to je treba prenesti na reprezentanco in treba dajati gole tudi v reprezentanci, tako da jaz bom vse naredil, kar je v moji moči, pa verjamem, da tudi ostali partnerji v napadu. Hvala. Včeraj ste delali prvi trening z novim selektorjem. So bile kakšne spremembe mogoče? Jaz sem imel v bistvu regeneracijo, tako da nisem bil na terenu, ampak danes imam prvi trening in težko povem, če so bile kakšne spremembe, ampak verjamem, da določene stvari se bodo spremenile, seveda. Ste pravili mogoče kakšne pogovore s selektorjem, karkoli, kar bi nakazovali? Kot na kaj, na primer? Taktičnem smislu? Ne, nismo se še pogovarjali nič o taktiki, pogovarjali smo se samo, ko smo bili še v klubih, nas je selektor poklical, da je vzpostavil komunikacijo z nami in to je to, kar se tiče pa taktike ali pa dejanske postavitve ali pa stvari, ki jih bo zahteval, bomo pa videli tokom tega tedna. Mogoče še nekaj na Miku Zajca, verjamem, da ste dober prijatelja, igrali ste skupaj v Interbloku, v Olimpiji, v reprezentanci. Sošolca tudi, ja. Kako žal vam je, da se odločil tako, kot se je odločil? Zelo žal, predvsem zato, ker je izredno dober nogometaš, poleg tega, da je moj dober prijatelj in izjemno dobra oseba. Za reprezentanco najbolj pomembno, da je izredno kvaliteten nogometaš, ampak vsako odločitev je treba spoštovati, sigurno je imel svoj pogled na to in enostavno je, brez kogar ni, brez njega se mora, tako da. Super, hvala lepa. Gospod Daniel, lahko prosim poveste, kakšen je bil vaš zadnji mesec, ampak vse v češčini? Težko bom v češčini povedal, sem mogel še malo naučiti. Ja, moji dnevi, še posebej zadnji mesec je bil fenomenalen na Češkem. Rezultati so bili res fenomenalni. Mogoče malo škoda, ker smo izpadli iz konferenčne lige, ampak sem zadovoljen tudi s svojimi predstavami, da sem dal nekaj golov, nekaj asistov in to je to, ja. Zdaj, na videz izgleda, kot da je šlo vse gladko, ampak največji izziv, ki ste ga imeli v tem obdobju, je bil kateri? Jaz bi rekel, da ta tekma proti Lozanu v konferenčni ligi. Res, da je bila ena težka tekma, ampak tudi vemo, da je pomembno prvenstvo, ker samo čez prvenstvo se lahko uvrstiš v konferenčno ligo. Vi ste se prilagodili z lahkoto na vse skupaj? Na spremembo okolja, na vse? Ja, dokaj hitro sem se prilagodil na to, na novo okolje. Ljudje gore so me sprejeli dokaj hitro, dokaj lepo. Nimam nobenih pripomb in sem zelo vesel, da sem lahko naredil še en korak naprej v moji karieri. Konkurenca v konici napada tukaj v reprezentanci je kar huda? Kako na to gledate? Ja, ampak je huda konkurenca, ampak mislim, da je konkurenca vedno dobra. S tem se igralec izboljšuje. Na vsakem treningu
moramo dati vsi 100% in samo tako se bo videl napredek. Hvala. Hvala. Mogoče, če ste včeraj oddelali trening s novim selektorjem, so bila paziti kakšne spremembe, kaj novega? Zavladala je neka nova energija v reprezentanci, ampak vemo, da nam največ pomeni, če začnemo zmagovati. Največ energije dobimo od tega, največ samozavesti in to igralcev najbolj pomeni. Kaj pa v taktičnem smislu je bilo že kaj govora? Zaenkrat nismo delali še neke taktike, mislim, da bomo v prihodnjih dneh. Ok, hvala. Hvala.